včasih zanimivo. Čakaj, da začne, ker še ni začelo. Živijo, evo, Tanja Skaza z vami v četrtek, pa ne tokrat samo Tanja Skaza, ampak tudi Igor Skaza. Zato malce zamujam, ker se pripravljam, sem rekla, le Igor, jaz imam video za posnet in moj mož pravi, to je poletje, kak video za posnet, zdaj treba uživati. Ampak v vsakem primeru, no, je potrebno tisto, kar sem si pač zastavila, deliti z vami, a boš vse en z mano zdaj? Ne, ker bod, lahko si z mano, ker bom govorila. Okay. Hvala ti. Danes, ne boste verjeli, mi pripravljamo, en mesec pred tem pripravljamo, oziroma moje drage sodelavke skupaj z mano, pripravljamo besedila, katere bomo objavili na socialnih omrežjih, oziroma o čem bomo govorili, zaradi tega, ker takrat, ko o tem, ko govorimo, že sestavimo, zato da ne vsak dan ne pripravljamo, o čem bomo govorili. To se strinjam časi. Z tega imam zraven, tako da, vse je v redu, zdaj me boš prvič poslušal še tako, a veš, uživo, takoj, direktno, pa sem pa kdaj vmes pridružil, mogoče bi te tudi radi videli, a veš, to je ful v redu, res. To ne vem, če veste, da se Igor vrnil v Skazo in zdaj je na polno dela kot direktor. Yes. V redu, to ni bil cilj videa, ampak ampak en del tega je, danes govorimo o tem, kako lahko ta vaš hobi, ki ga imate, ki ga delate, uživate v tem svojemu hobiju, spremenite v posel. Kako lahko, da res to upravljate s srcem. In v tem tednu sem bila na bobinsani, to je rastlina, to je sveta rastlina, ki res si nekako sami, greš sam vase, spoznavaš vse odgovore, dejansko ugotoviš, da vsi odgovori so noter v tebi, noben odgovor ni zunaj vas. Lahko hodite do ne vem kakšnih strokovnjakov, lahko dobite ne vem kakršnokoli znanje, ampak tiste glavne odgovore boste pa dobili noter v vas. In spomnim se ponedeljka, ker sem hotela posneti video, bila sem sama na morju, sama sem bila, čisto sama, in sem, ne Igor, ne, ko mi delaš, čisto mi dela zmešnjavo, ko potem bo točno tak video, tega smo ne mogla dati kamor. In je okrog mene tlele. Zdaj me ni videl nekaj dni, pa moramo nadoknaditi. No, in sem že hotela v ponedeljek deliti z vami. Poljubčka mi je poslal. Jaz pa tebe. Hvala za. No, in sem v ponedeljek hotela deliti en video z vami, pa mi ni šlo. To pomeni, me je dvakrat ven vrglo, veš Igor, dvakrat me je ven vrglo. To pomeni, da sveta medicina resnično želi, da si sam s seboj, s svojimi mislimi. In potem, ko smo že mi sestavili to besedilo, kaj želimo sporočati, in so moje punce rekli, pa dajmo res noter pokazati, kako ste vi resnično želela, kako ste svoj hobi dejansko spremenila v delo, da danes res uživam. Včeraj sem prišla domov in sem ugotovila, sem rekla možu, ampak Igor, jaz se res rada delam. Delo je moj hobi. To zdaj ne pomeni, da sem cel dan. Kaj si hotel s tem povedati? Da jaz tudi. Da ti tudi. Veš kaj, ti si se zdaj 2 leti pa ur pa pol spočil, tako da ti zdaj s polno energijo noter v delo. No, in sem ugotovila 3 stvari, ki sem jih že želela v ponedeljek deliti z vami, oziroma 2, pa sem pa še do danes je pa še prišla ta, Skozi me je vračalo v čisti izvor. Vedno me je vračalo v izvor. In potem sem našla listke, ki sem jih že pisala vam in sem vam jih delila na določenih videih, in sem rekla, da mogoče najboljše, da s temi 3 listki oziroma prikažem, kaj sem vam želela povedati. Tega pač nisem imela v ponedeljek, imam pa zdaj, ker sem prišla domov, Vse sem prišla za nekaj dni, ne preveč. Prvi listek, katerega bi rada delila z vami, je sprejmi se. Sprejmi se, ta drugo pa, če ne veš, kako bi se sprejel ali pa kdo si, to je bilo najtežje moje delo. Najtežje delo pred leti, ko te vsi vidijo, da si nekaj, najprej te nišče ne vidi. Potem se boriš, pa hočeš potrditev, pa se dokazuješ, pa poskušaš, pa dokazati se najprej partnerju. A imam prav, Igor? A imam prav? Prvo sem se hotela tebi dokazati. Potem se želiš dokazati, bom tako rekla, tašči pa tasto. Ko se njim še dokažeš, potem še želiš dokazati svojim staršem
potem, ko si se njim dokazal, še hočeš pa dokazati celotni okolici. Ampak vse veste, na koncu potrebuješ samo eno potrditev, Ana. Jaz sem mogoče potrebovala samo od mojega partnerja, Ana. Zdaj, a sem jo dobila takrat, ne vem, vem pa, da imam zdaj. Absolutno. Zdaj imam pa 100%. To pomeni, in če se mi ne sprejmemo, vi vedno hrepenimo po nečem nekaj več. In vedno gledamo nekoga, ki je nekaj dosegel in mi rečemo, mi nismo še tam. Konstantno iščemo, evo Igor, mislim, da to tebe malo pozdravljam jaz. Konstantno hrepenimo po nekom in opazujemo nekoga in vidimo, kje je ta oseba. Ampak naj vam povem, da čisto vsaka oseba, kjerkoli je, se je mogla krepko potruditi, da je danes tukaj, kjer je. Ana. Tudi sama zase vem, Ana, da sem danes tukaj, ker sem in nič ni padlo z neba. Čisto nič. Sem mogla marsikaj delati na sebi. Vem pa, da kadarkoli je prišel trenutek, da sem pa se sprejela, pa si rekla, oh my god, le kaj sem naredila v življenju, sem se vrnala čez nekaj dni nazaj, zaradi tega, ker nisem imela listo vrednot. Lepo prosim, da ne bom zdaj spet potegnala ven, ker to pa nisem imela toliko časa, ker sem prišla prepozno, listo vrednot. Jaz sem imela ponavadi zalepljeno, imam tako zalepljeno na radiatorju ali pa kena, ker si napišete vredna sem, vreden sem in napišite čisto vse, kar se spomnite, da ste končali šolo, da imate otroke, da ste v službi naredili nek projekt, da ste poročeni, da vse tisto, kar vas osrečuje, napišite na list papirja vaše vrednosti. In verjeli ali ne, na 4-dnevnih bobinsanji me je konstantno metalo na to, da sem premalo hvaležna za to, kar sem uspela in naredila v življenju. In da je samo tista pot, ker kadarkoli rečeš, le kaj si naredil, poglej se za nazaj, čestiti si, Ana, da ti ta daje moč in energijo in temu, da res verjameš vase, da ne podvomiš, da konstantno bdiš na tem, da rečeš, ko si postaviš nek nov projekt, moj projekt je bil inštitut, ko si postaviš projekt, da sem hotela povedati, Igor, ene tvoje besede, pa jih ne bom, ker si me takrat vprašal, to je za kak drug video, če bo z mano, če ga boš hotel z mano deliti. Kadarkoli se vrnete, ko veste, kje ste in vedno rečete, ampak nisem še pa tam kot ta oseba ali pa nisem še pa tam, pa ne gledati na to, pogledajte, kje ste bili in kam ste danes prišli. In če imate ta trend, to so pa Igorjeve besede, vedno trend, to bi lahko ti zelo pokazal mesano. Če imate trend in če je ta trend, si vedno sem zahvalite, kje ste bili. In če jaz danes pogledam moj trend, danes sem sedela za eno mojih ljubih prijateljic, ko je rekla, a se vračaš nazaj v skazo? Sem rekla, ne. Je pa rekla, ne, ker se te sploh ne predstavljam, sem črnolaso še nazaj, a veš, tisto strogo, ampak nekaj drugega, kar pa je. Tudi takrat se spomnim sebe kot črnolase in sem ponosna nase, na vsak delček, kar sem naredila, da sem naredila tako spremembo. Gli zaradi tega, ker imam listo vrednot, vsak korak, katerikoli je bil narejen, je zato, da sem danes takšna, kot sem. In kaj mi je rekla ta moja prijateljica? Je rekla, ker zdaj pač ima cel kup ponudb, s kamorkoli hoče, lahko gre delati. Je rekla, a se mi splača spet vračati tam, da delam nekaj, kar sem včasih delala, danes lahko uživam in to, kar počne, res ustvarja in uživa v tem, kar ustvarja. Ok, to meni prvo, sprejmite se, če se ne znate sprejeti, napišite listo vrednosti, vaših vrednot, to meni vredna sem, ker sem pametna, ker sem poštena, ker sem pravična. Tisto, da se boste vedno spomnili, ko malce padete, da greste gor in to je prva stvar, da lahko verjamete vase, da si zaupate in ko si postavite nek projekt, nek cilj, neko željo, da temu zaupate. Druga. To je bilo pred leti. Igor, to sem spoznala, koliko sem dala online tečaj, da ga hočem ponovno zaživeti. Jaz sem že vrsto let delam resnično na sebi. Robin Sharma je bil eden izmed tistih mojih učiteljev, ko pa rečem, da je pa veliko dobrega mi dal, veliko dobrih uvidov. Takrat še ni bil to prepoznaven, predvsem zaradi tega, ker nisem imela nikoli rada tati, ko se tako ven ful mečejo.
Mogoče zato, ker sem se včasih jaz sem metala in pa sem bila rada take tihe, ker manj povejo, pa tisto, kar povejo dobro. Se spomnim, da mi je bilo, ko sem prišla enkrat domov, pa sem rekla, lepo prosim, zavedajmo se, da je samo 5% talenta. To imate razne moje slike, ko sem vam naredila sposobnosti pa to, ampak ta je od Robina Sharma. To sem od Robina Sharma prevzela pred leti, se vidite, to sem še potem, tako bi malce popravila, naredila, ampak to je osnova in brez te osnove zdaj vsaka moja delavnica, vsak moj treatment bo z osnovami, ker je to mi bo Vinsana pokazala, da naš drugega ne rabi človek, kot pa da rabi čiste osnove, na čistih osnovah lahko gradi naprej. Ok, 4 osnove, katere je Robin Sharma takrat pred leti povedal in mislim, da to še skozi, lahko greste na kako njegovo predavanje, na kak njegov video poslušate. 4 stvari, ki so pomembne, da resnično obdržite svoje ravnovesje v sebi. To je pri meni tudi na mojem onlineu eno celo predavanje temu posveteno. Zdaj pač nimam toliko časa, bom kratka. Ni dovolj samo, da mi polnimo naše srce. To meni 4 področja so. Jaz sem zdaj to po domače povedala, so pa 4, on jih deli 4 na 4 področja. Eno je konstantno je potrebno skrbeti, kaj naš kaj pridobiva. Zato je zelo pomembno, kaj sporočate, kaj se pogovarjate, kako vidite priložnosti. A vidite priložnosti kot nek problem, ki vam kar naprej so neke ovire, ali jih vidite kot nove izzive, zato da boste boljši kot osebnost. Kakšna znanja pridobivate, od koga se učite, tudi kaj preberete. Konstantno je treba za tem skrbeti. Jaz tudi mislim, da eno knjigo, da jo nesete na dopust, pa to pa res ni nekaj hudega. Eno knjigo, mogoče tudi, če celo ne boste prebrali, ampak samo malce, da se odpirate, pa da mal sprejemate sebe, nekaj novega. Vse vete, da ljudje, če bi mi bili učeči, pa da bi se učili iz knjig, bi marsikdo bil danes čudovita oseba. Vsak dan bi lahko postali boljša oseba. Drugi del, katero področje, je duša. Kako hranite svojo dušo, a znate občutiti, znate začutiti svoje občutke, kdaj ste srečni, kdaj ste žalostni. Jaz se spomnim, ko mi je Igor govoril, koliko imam jaz noter petarde pred leti. Se spomniš, ko si rekel, da skozi čutiš ta moj nemirni duh, da kar naprej nekam, kar nikoli ni dovolj. Nikoli ni dovolj. Danes znam vsako sekundo občutiti se, a sem srečna, a sem žalostna, ali sem umirjena, ali sem prazna, ali sem polna. To meni konstantno delajte na tem, da znate spoznavati svoje občutke, ker je vedno potrebno imeti balans med umom in med srcem, ampak to je ta znati upoštevati svojo intuicijo, znati slišati svojo dušo, kaj je vaša duša želi, a hoče hoditi, ali mislite, da morate iti ob 7 na trening, zato ker je tako napisano. Ok, tudi to, do tega tudi pridemo. Potem zdravje, kako skrbimo za ta naše fizično zdravje, kaj naredimo za to, a hodimo, se ne rabimo zdaj skozi biti v fitnesih. Jaz mislim, da to ni, zato jaz nisem več v fitnesih, ker mi fitness točke ni dobro navglijo, ko pa sem nabilda me. Čeprav vsi hodite, ko hodite v fitness, kar čestitam, kar hodite naprej. Dragi Anže, veliko si kaj mi pomagal, ampak nekako ne čutim potrebe, da sem pa zdaj v fitnessu. Zdravje je tisto, ki mu tudi, kakšno hrano jemo, kako se rekreiramo, kako skrbimo, kako sploh skrbimo za to, da v službi skozi sedimo, ali znamo tudi kaj vstati, znamo kam iti, gremo kdaj, se sprehodimo proizvodno, gremo kdaj do stranke, karkoli pač. Poskrbite, da je vaše telo vedno v fizičnosti, v fizični pripravljenosti, ampak da pa je lahko fizično, pa tudi pomembno, kakšno hrano jemo. In definitivno je srce tisto, ki mu pa, to meni vsi 4 balansi, koliko dolga sem že, Igor, sem že predolga. Vsi 4, seveda, ko te mož posluša, nikoli nisi predolg. Je pa srce tisto, ki pa, dajte pogledati, da lahko nam je Bog namenil, vesolje namenilo, cel kup obilja. In če to nimamo s kom deliti, če nimamo koga občutiti ob sebi, če se ne počutimo dobro, ali pa nam to nič ne koristi.
kaj vaše srce, kako vaše srce se počuti. Delite ljubezen, tudi če mislite, da ni prav, da nekomu pokažete ljubezen. Jaz sem vam rekla, da se ne strinjam s tem, jaz odkar sem jo začela kazati, odkar sem začela pokazati ljudem, da mi pomenijo, da mi pomeni njihovo mnenje, njihov čas, karkoli, sem vedno nagrajena. In sem tako nagrajena na način strani moje družine, strani mojih sodelavcev, strani mojih soboginj, mojih poslovnih prijateljev, kdorkoli, res sem nagrajena, ker sem obdana skozi srčnimi ljudmi, ki si dovolijo pokazati svoje sočutje, svojo ljubezen, svojo ranljivost, čisto vse. To pomeni, odprti so v srčku in ko je človek odprt v srčku, je tudi odprt za spremembe. Evo, in to so 4 področja, ki vam za drugo stvar priporočam, kako človek lahko sledi, če je da svoj hobi spremeni v posel. In verjamite, da je res to. Samo 5% je talenta in 95% je te vztrajnosti. Ko vztrajaš, naj delim eno izkušnjo, ki se mi je zgodila 2,5 leta nazaj. 2019 sem povabila, sem vam že to povedala, ampak mogoče me še kdo ni poslušala. Sem povabila v sodelovanje agencijo, ki sem rekla, jaz bi pa zdaj želela to mojo zgodbo, kar sem skozi leta naredila, da ji plasiram ljudem. In se spomnim, da mi je prišla PR-ovka in je rekla, ljudje vas ne vidijo kot osebno coachinjo, vas vidijo izključno kot gospodarstvenico, kako ste naravnana na KPI-je, pejte kupiti eno podjetje, dajte začeti delati s podjetji, dajte to je za vas. In iskreno, kaj me je, ker to je bilo možnosti, pa ena, pa druga, pa tretja, veste, da to pride, taka možnost. Ampak pri meni je bilo najbolj pomembno, da sem vztrajala pri tem. In danes sem ponosna, ker sem obdana s čudovitimi strankami, ki mi verjamejo, zaupajo in ne samo to, da mi zaupajo, ki one delajo spremembe v življenju in ki pri njih se je življenje čisto spremenilo. In če se pri njih življenje spremeni, da danes živijo boljše, kot so živele prej, je zame en izmed zelo lepih pravih odgovorov, da sem na pravi poti. Ampak kaj me je peljalo k temu? Vztrajnost. In ta tretja stvar, brez katere vsekakor ne gre. Evo, Igor, tu si pa ti noter. Trend. Pa moraš priti za minutko, tako da te vidijo, da tlele si z mano. Ampak ni pa samo trend. Najprej, kaj je pomembno. Jaz vem, da marsikoga v službi smo zgubili v skazi zaradi tega, ker smo mu prepustili svobodo, popolno svobodo. To pomeni, da se sam odloča, kdaj bo prišel v službo, kdaj se bo odločeval za workshope, za sestanke, karkoli. In danes vem, da je to je čisti kaos, to ni svoboda, to je kvečemo rušenje svobode. Če mi nimamo nekega rituala, dnevnega rituala, in to lepo prosim, vsaka moja boginja, ki bo se pridružila, ali pa moja stranka, ki je delala z mano, da pripiše temu. Čisto vsaka je od mene dobila pozitivne izjave, to meni afirmacije in delo, katerega je mogla delati. Se veste, da k mene prije tista, ki noče delati. K meni prije taka, ki res si... Zdaj Nika napisala, pa Simona. K meni noben ne pride, ki misli, da bo sem tako mal, pa bo mal. Pri meni prijo delati, oddelati. In kaj je pomembno? Da obstaja ritual, ki ga mi je prav, da ga upeljemo v življenje. Jaz ne bom zdaj rekla, dajte meditirati 15 minut, dajte telovaditi 15 minut, ampak če nimamo pozitivnih izjav, ki jih vsak dan redno ponavljamo, vsak sleherni dan, redno, ni izjem, ni sobota, nedelja, pa ne bi, pa bi pol spet, ni, vsak sleherni dan, lahko prijete mrtvi pijani v soboto zvečer, v nedeljo zjutraj, ko se boste zbudili, ponovite afirmacije. Če, naprimer, meditirate, je nekaj, kar je potrebno upeljevati v življenje in je nek ritual, tako, vsak sleherni dan, ne rabite 15 minut, bodite 5 minut in potem telovadbo, karkoli imate, to je neka rutina. Ta rutina vam bo pomagala graditi samopodobo. Ko boste prvič, drugič, tretjič, četrtič, petič, meni Igor pravi, da on zato ne meditira vsak dan, ker on je vsak dan na ajuaski, ko meditira,
A si hud, kaj sem ti povedala. Ti na tedenskih nivojih pa je to v redu. Ampak, a veste, tudi sem bila ful huda na začetku, pa daj za božjo voljo, da si neko rutino pel. On pač ima neko drugo rutino. Eno rutino, ki vas bo pripeljala, da se bo gradila vaša samopodoba. In s tem, ko se gradi vaša samopodoba, ste vi vedno bolj vztrajni ste, pa rečeš, fak, spet moram danes, pa spet moram jutri. Ja, pa ko pridete k meni spet, pa vsak sleherni dan. Vsak sleherni dan, ko eno rutino se navadite, dajte jo stran, pa dajte neko novo rutino narediti. Zaradi tega, ker ta vas pa uči potrpežljivosti. Hrast, a ste hrast ali ste praprot? Hrast raste dlje časa, ampak koliko časa rabi, da zraste? Praprot hiter zraste. Ana, Igor, midva ga vidimo na kožlu, ga posekajo, čez 3 mesece je spet gor. Pa mal zapiha, pa mogoče mal toča, pa se je že porušil. Ana. Hrast pa se ne, ampak potrpežljivo in potrpežljivo raste. In sem prepričana, da ljudje, ki nimajo svojega rituala, ali je to v službi, ali je to na osebnem področju, ne morejo graditi svoje samopodobe in s tem vedno dvomijo, ali to, kar se bojo odločili, bo to prava odločitev. To pomeni, ko se ti za nekaj odločiš in če imaš neko rutino in če vidiš tvojo spremembo, ker se iz dneva v dan dela sprememba, a veste, tudi biti v osami, čisto sam, se z nikomer pogovarjati, to ni enostavno. To res ni enostavno. To je nekaj najtežje delati sam s seboj. Zato, ker ti cel kup, ali imaš polno misli, ali jih nimaš, pol te skrbi, ko pa zdaj nimaš nobene misli. Pol imaš ful veliko, naj zdaj s temi delam. Pol se ti pojavi cel kup nekih informacij, ker ne veš, kam bi vse prihajalo noter v tvojo glavo. In zdaj je to treba balans spraviti, je treba neko ravnovesje spraviti. In samo to te pripelje do tega, da ti uvedeš neko rutino in da skrbiš za svoj trend. Da si vsak sleherni dan boljša oseba. Čakaj, imam to napisano? Ne, nimam napisano. Imam pa napisano nekaj drugega. Dovolite si biti vztrajni, dovolite si biti vztrajni, prav je, da ste vztrajni. Danes mi je rekla moja draga Simona, da kadarkoli se spomne, ko mora priti k meni na akademijo, se spomne, da je treba nalogo narediti. Je rekla, imam kar neko tremo, kar nek mal strah, ker moram nalogo narediti. Ja, točno to. Lahko se družite z ljudmi, tiste prijatelje zberite in se družite z njimi in uživajte. Tam, ko greste pa delati, je pa prav, da oddelate. Zaradi tega, ker bo to dobro za vas. In takrat pač delite. Skrbite za svoj trend, bodite potrpežljivi s seboj, poglejte, kaj ste naredili, čestitite si za to, zahvalite se. Vedno, kadarkoli padete dol, vzamite tisto listo vrednosti, pa vrednot, pa berite, vredna sem, sprejet se moram, če želim delati naprej, Znači narobe, če padete. Sej veste, tema vam omogoči, da lahko čim večjo svetlobo vidite, ampak to ni danes. Danes je osnova, basic, back to the basic. Kako lahko gradite in na koncu povratna informacija. Nič ni narobe, če vam kdo pove, pa deli z vami povratno informacijo, da vam reče, a ti lahko povem nekaj, pa upam, da ne boš huda. Povej mi, sej tudi, če sem huda, je to bolečina, ki jo prav, da jo predelam in jutri iz te bolečine lahko postanete še boljša oseba. Samo bolečina vam daje premike. Če ni bolečine, pomeni, da imate, veste, koliko še priložnosti. My God, sploh še niste prišli do tam. Tako da, naj vsaka bolečina za vas pomeni samo to, da vidite novo priložnost, da boste z te bolečine postali boljša oseba, da boste iz te bolečine se nekaj naučili. In tako sem včasih žalostna, ko ljudem tako malo zmanjka, tako malo jim zmanjka in se potem ustrašijo tega izziva in reče, ne bi. Tako malo, ker vesolje točno ve in reče, sem ta izziv še mora dati čez, da lahko pride na tisti hrib, pa bo nagrajen. Ker če tega ne bo naredil, ne bo mogel biti nagrajen. To je isto tako. Jaz se še nisem lotila maratona. V knjigi sem napisala, da do 50. leta se bom lotila maratona. Ampak jaz danes, če se ga lotim, ne morem preteči 21 km, pol maraton, jaz sem napisala pol maraton, ne polnega, 42. Vem pa nekaj drugega, če bom danes pretekla 1 kilometer, pa spet 1 kilometer, pa spet 1 kilometer, sem prepričana, da sem drugo leto pripravljena za pol maraton. Tako da,
S tem sem vam želela povedati, povratna informacija, potrpežljivo, počasi, korak po korak, ne vse hkrati. Mogoče ni pravi čas, Igor mi pravi trend, zdaj pa pricam, no, ker ta je tek tvoj list, no, ta je tek tvoj list, veš. Ti si me učil, moj mož me je učil, definitivno me je učil potrpežljivosti, Ana. Kadarkoli sem želela, pa daj Igor, pet na eno šolo, je rekel, pa ne rabim iz tega. Se boš ti šla, pa boš ti oddelala, pa bom pa pri tebi videl, kakšen je potencial, pa če je to potencial, če boš ti dobro oddelala, pa bom jaz tudi delal, če pa ne, pa ni bilo v redu, je bilo prehitro. Njega zanima samo hrast. Nikoli ni bil za praprot. Nikoli nisi bil za praprot, Ana. Nikoli nisi bil za praprot. In, kako lepo. Ne mi zdaj tule, kako misli, da tule mi dela srčke, ljubčke mi pošilja, in pa sem čisto cela solzna. Mi pa vedno rečemo, meni je moj mož rekel 2 leti nazaj, si mi rekel, da bo najina veza vedno v trendu, Ana. A si mi rekel, da bo vedno v trendu? Nekaj mi to dela, ker sem jokala. Evo, in to so 3 pomembne stvari, ki sem jih jaz dobila na moji Bobinsani in se je glih poklapalo kombinacija s tem, tako da vsi tisti, drage moje, ti, ki boste šle z mano na retrit, na karkoli, akademijo, ni šans. To vas bom tako pripravila, Igor se zdaj tako smeji, ker ve, da to ne bom popuščala, Ana. Zaradi tega, ker vem, da ko meni kdo reče, da se to ne da, pa ni več iz ega, včasih je bil ego, včasih sem iz ega hotela dokazati, da se da. Jaz samo pogledam pa rečem, saj veste, da ne obstaja beseda, da se ne da. Vse se da, samo od nas je odvisno. A se želimo postaviti v to vlogo zmagovalca, a želimo biti v vlogi žrtve. Prepričana sem, da vloga žrtve ne prinaša dobrih stvari. Kvečemo več zavisti, jeze, ljubosumja, sovraštva, več mnenj drugih, kot pa svojih, Ana. Ko pa ti rečeš, da se, sem mogoče danes ne, bo dalo jutri, pojutrišnjem, z majhnimi koraki se daleč pride. Tako da, evo, tu se moja zgodba konča, se ne vem, hotela sem biti 20 minut, pa si mi ti malo podaljšala, oziroma se ne vem, a si mi ti podaljšala, sem sama podaljšala. No, pridem, no, pejcem malo. Daj pejt, no, sem, da te še vidijo, da se poslovima, to je moj dragi mož. Nekaj drugega, kar pa je, ne? Jaz to tebe. Nekaj drugega, kogarkoli slišim, definitivno z leti, če si dovolimo res pokazati ranljivost, ne? Imam prav, strahove. Takrat lahko postaneš boljša oseba. V primeru, da ne, ti pa vedno ta ego nagaja. Vedno ti ego. Že morate vedeti, kak je pri meni pri Bobinsani. Pa drugi dan je že, ga je butalo ven, pa buta, veš, malo mora butati. To je mož malo, nič ni narobe z egom, res ni nič narobe z egom. Sem je poanta, da znamo mi voditi ego, ne ego nas. En lep večer vama želima. Mogoče ima kako slikico kdaj naredila, Ana, vmes. Zdaj ga rada slikam, Ana, ker zdaj se tudi on smije, Ana. Včasih se ni takrat smejal, zdaj pa se rad smeji. Tako da, en čudovit, sončen, ne sončen, zdaj več ni poletni večer, pa predvsem, dajte si zavedati, da samo ljubezen je tista največja vrednota, ki odpira pa res vsa vrata. Ljubezen je največja osvoboditev. Ko človek res čuti srcem, ga osvobaja tako na osebnem področju kot na poslovnem. A vidi, kak stavek dodal prav? Resnica pa iskrenost. To pa je z Igorjeve strani. Ja.